Smo že pri 7. oddaji sezone, ki ne bo prav nič pravlična, ampak resna in polna avtomobilov. In že takoj vam lahko zaupam, da jih boste videli precej več kot 7. Bo pa pravlična kakšna lokacija, kjer smo jih posneli, in prav posebej pravličen je čist nov član našega uredništva, ki je v rdeči barvi in z lučmi, ki se mu dvignejo. Ja! Ok, sem pa nehal s temi forami. Videli boste še Lexus LBX v malo drugačni vlogi, Anže se bo prebijal skozi sedeže Fortinga, vozili smo Fordova e-tourneo Connect in Courier, na začetku pa test Audija, ki je tudi med Slovenci še kako priljubljen. Velike limuzine in njihovi bolj uporabni derivati karavani še niso za odpis. Kljub križancem in SUV-jem ter podobnim trendovskim oblikam karoserije jih premijske znamke še vedno razvijajo, zato je tule ob meni najnovejši Audi. Ne A7, ampak kar lepo stari dobri A6. Zakaj to omenjam? Ker je bil plan, da se imenuje A7, električni pa A6. Pa so se lastniki in oboževalci znamke Audi tako razburili, da so se Nemci ustrašili in takoj šli nazaj na staro poimenovanje, da se ne bi preveč poznalo pri prodaji. No, zdaj je A6. Koliko škode so si s tem naredili in če sploh bomo videli kmalu. Dejstvo pa je, da je Audi A6 fantastičen avto, ki ima svoje muhe, ampak je super zapeljat in tudi super se v njem voziti. Preden ga zapelje Matej še pregled zunaj. Luči so ozke in če mi je spredaj to všeč, mi je zadaj bolj tako, če je kakšna bolj svetla barva avta. Pri tem, ki je temen, pa se lepo zlijejo samo obliko in je ok. Potem so tukaj še športni dodatki in velika 21-palčna platišča, vse zato, da je avto zelo mišičast in atletski. K temu priča tudi količnik zračnega upora, ki je samo 0,25, kar je za karavan, Avant, zelo dober rezultat. Znotraj prav tako pričakujte na pogled lepe stvari, kot so fini materiali in veliko moderne tehnologije, se pa ravno tukaj najbolj zmrdujem nad določenimi rešitvami, ki mi malo pokvarijo celoten vtis. Ok, tretji zaslon je itak doplačilo in ga lahko vi ne izberete, ker je res nepotrebna navlaka. Čeprav se bo sopotnik lahko tukaj zabaval s karaokami, dokler vam ne bo šlo vse skupaj preveč na jetra. No, mene veliko bolj za začetek moti ta svetleča črna plastika, ker se na njej poznajo čist vsi prstni odtisi in ki škripa, ko je zunaj toliko vroče, da je vse razgreto in posledično razširjeno. Ja. Mislim, kdor ima lepo cesto od doma, tega mogoče niti ne bo opazil. Jaz pa živim na obrobju našega prekrasnega mesta, ki mu naš krasni župan že leta ne namen kakšnega evra za lepše ceste, a ne? Zato me včasih kar groza, ko se zapeljem z avtom, ki stane krepko preko 100.000, pa se oglaša kot kakšen razglašen orkester škržatov. No, ko se vse skupaj ohladi, dobesedno, je bistveno bolje in potem boste uživali v popolni tišini v kabini, kjer je sama izdelava odlična, če se spet ne dotikate prepogosto teh gumbov na volanu. Ja, pri Audiju so hoteli, da upravljajo dvojno funkcijo, lahko jih pritiskate, lahko se jih pa tudi samo dotikate, ampak sem jih kritiziral že v Q6 in jih bom tudi tukaj, ker deluje totalno ceneno. Pa tudi škripajo. Vse ostalo pa deluje dobro, v bistvu najbolje, kar sploh lahko. Namestitev za volanom je perfektna, sedeža spredaj sta fantastična, tudi na klopi se sedi bolje kot skoraj kjerkoli druge. Hitro se navadiš tudi na tale vmesnik in potem postane lepo pregleden in uporaben, čeprav bi sam še raje videl nekaj več gumbov, predvsem za prezračevanje. V prtljažniku pa se bodo vaše torbe peljale na boljših materialih, kot jih ima marsikdo na svojem fotelju doma. Audi tukaj res ni razočaral. Čeprav ne kupujte pa Avanta zaradi prostora čisto zadaj, zato ker niti približno ni rekorder in ga vsak skoraj pol metra krajši avto prekaša. Mimogrede, dolg je točno milimeter manj od 5 metrov, tako da je to zdaj že res velik avto. In raven zato se splača obkljukati še 4-kolesno krmiljenje, ko boste izbirali dodatke, ker močno pomaga pri parkiranju in pa vožnji v takih ozkih ulicah pa krožiščih. Med hitrejšo vožnjo pa potem ni več toliko prednosti, ker je avto pač velik in težak. Dobri 2 toni takšen tehta prazen, kar seveda ni mal, ima pa velik motor. Prav
z veseljem se človek zapelje z način, kar nima samo 3 ali pa 4 valjev in 100 malih elektromotorjev. Tega poganja konkreten 3-litrski 6-valjni turbobencinski stroj, ki se rad vrti, lepo brunda in vleče, ko je potrebno. Seveda tudi temu pomaga manjši elektromotor, v bistvu 2. Eden zaganja motor in skrbi za dotok energije, ko bencinski motor ne deluje, drugi pa lahko malo premika avto in pomaga glavnemu motorju, ko pospešuje. In obenem regenerira energijo, ko zavira. Do 18 kW lahko doda oziroma kar 230 Nm, zato lepo pomaga. Temu se dejansko lahko reče blagi hibrid, ker blago pomaga, ampak raven toliko, da bodo ljubitelji klasike še vedno zadovoljni, ker vem, da marsikdo še ne mara preklopati na hibridne, kaj šele električne avte. Audi tej tehnologiji pravi MHEV+. Pri sami porabi sicer ne bo neke hude razlike, malo bolje že. Zadnjič sem se v gužvi peljal po avtocesti in je bila poraba zaradi počasne vožnje 8 litrov, sicer je pa med 9 in 10, to je nekako realno. Ampak, če upoštevam, da ima sistem 270 kW moči, to je 367 konjev, se mi to sploh ne zdi slabo. Še bolje, ko upoštevam, da do 100 na uro pospešil samo 4,7 sekunde. To pa ni več heca, ne? Včasih bi takšnemu Audiju rekel najmanj S6, danes je pa to skoraj navaden A6. Sicer pa sam vidim največjo prednost tega blagega hibrida v tem, da se klima ne izklopi niti med stanjem, kar mi gre zelo na živce pri navadnih sistemih. Tam se motor izklopi na semaforju, potem pa postane v kabini vroče za znoret. No, tukaj tega ni, obenem pa se motor zelo lepo in nežno vedno zažene. Pa še občutek med zaviranjem ni slab. Če znaš lepo predvidevati zavor včasih sploh rabiš ne, se energija shranjuje v 1,7-kvorni litij-ionski bateriji. Sam občutek med vožnjo tudi ni slab, ni pa posebej dinamičen, čeprav bi nas Audi velikokrat prepričal, da je. Vse lepo potopi v vink, ampak vseeno deluje preveč okorno, da bi ga označil za bolj športnega, ampak meni je všeč, da je vožnja umirjena. Z zračnim vzmetenjem je vse skupaj še na precej višjem nivoju, ležečih policajev, a.k.a. Grbin, že dolgo nisem tako lepo prevozil kot za A6. Na grdih razpokah se tudi ta stresa kot vsak drug, sploh z velikimi platišči, v osnovi pa je vožnja težko bolj prijetna in tukaj vidim največjo prednost takšnega velikega karavana. Seveda ima svoje muhe, kot sem že prej povedal, ampak ko nanje pozabiš ali pa če jih sploh opaziš, ne, boš A6 Avanto težko kaj zameril. To je avto, ki je že prej v vsaki generaciji pridobival ogromno novih navdušencev in zaradi katerega je Audi sploh dobil mesto med sveto nemško trojico. Ja, in tudi nova generacija postavlja stvari na svoje mesto, sploh s tem pogonom. A ne, Iztok? Ker peče. Vem, da peče, ja, ga boš zdaj ti odpeljal dam. Ja, da. Kdo pa? Ja. Ja, in kmalu po testu tega Audija smo imeli tudi električnega, ki ga kmalu objavimo, je pa to čist druge sorte avto. Ja, ampak zato ni nič manj zanimiv, ker se v bistvu zelo lepo pelje, zelo hitro polni. Za marsikoga bo v bistvu lahko celo bolj zanimiv kot pa bencinski. Recimo za podjetnike, ki lahko do 40% neto vlaganj v trajnostno mobilnost uveljavljajo kot davčno olajšavo. Ja, zato bodo električni avti zdaj ob koncu leta verjetno še bolj zanimivi, ne? Ja, nekateri morajo pokuriti denar. Ja, glej. Ok, novosti na domačih cestah. Ja, nov je Leapmotor B10, to je zdaj že tretji avtomobil te znamke pri nas. V bistvu je to električni križanec segmenta C, dolg je 4,51 m. V kabini ponuja veliko prostora, tudi zadaj 22 odlagalnih mest ima znotraj. Baterija ima 67 kWh, elektromotor pa 160 kW moči. No vidiš, in v tvoji premieri na volan.si sem prebral tudi, da ima idealno razporeditev mase 50-50. Ja, čeprav pri takšne sorte avto to ni toliko pomemben. Naše gledalce tudi to zanima in vem, da jih zanima tudi, kako Lexus razvaja čutila. In itak, da se je naš dežurni uživač Matej pustil razvajati, ne? No, po Lexusu pa še Anže, ki me je potegnil za nos. So znamke, ki dajo res veliko na doživetje, na počutje, na izkušnjo, ki jo imaš vsakič, ko se pelješ z njihovimi avti. Sej, kako pa bodo drugače zaračunale več, ne? Tukaj se pač moraš dotikati finih materialov, izdelava mora biti brezhibna, vonj mora biti fin, ja, tudi vonj je izredno pomemben in Lexus nas je zato povabil v Madrid in okolico, da bo razvajal naša čutila. LBX je njihov najmanjši model, pa je že full fancy, je pa to dogodek, kjer praktično nič ne govorijo o avtu in kjer so večinoma prisotne influencerke, tako da bom očitno v dobri družbi. No, prva delavnica, ki nas čaka nocoj, pa je povezana z otipavanjem različnih materialov, jasno, ker je tip eden od 5 osnovnih čutov.
pa sem začel s prvo delavnico, v kateri smo preizkusili čut otip, kako kakšne stvari vplivajo na tvoje počutje v avtu, kako se skupaj izgleda. Ja, to so vse materiali, ki jih oni preizkušajo, ampak najbolj od vsega me je pa presenetil bambus, ki pravi, da so ga na novo odkrili. To ni samo les, ki hitro raste, ampak se iz njega da izdelati recimo takšno plastiko. Ja, nikoli se ne bi mislil, da je tole lahko bambus, potem usnje. To se da iz bambusa narediti. Noro, ne? Les ima predvsem skupaj še najmanjšo vlogo. Hudo. In barve. Sami jih razvijajo, potem pa marketing na koncu pove, katere bodo res uporabljali pri serijskih avtih. Večinoma je seveda problem denar, ker kakšne so res čist predrage, ampak taki vzorci pa pol pridejo ven in izgledajo totalno lepo, sploh po različnih svetlobah. Ampak, recimo mene je tale najbolj presenetila, tole je ista barva, ta pa ta, s tem, da je tukaj 10-kraten nanos, na teli pa 20-kraten, saj je pol ta seveda tudi toliko dražja. Ja, tale druga delavnica je sploh zanimiva. Tukaj moram pokazati von, ampak vedno sem se sprašal, kako lahko jaz pokažem von na kameri. Pa je vseeno zanimiv, ne? Tukaj lahko mogoče raje postrežem s kakšnimi podatki. In sicer, kaj pomeni parfum? Izhaja iz besede perfum iz 16. stoletja in pomeni skozi dim, torej tako se je širil pač nek tak lep von, ali pa tudi slab, se ni važen. Drugače so že zelo dolgo razvijali vonjave in vse skupaj. Tukaj je pa ena firma, ki se imenuje Živodan in oni delajo skupaj z Lexusom na vonjavah, ki jih bodo potem mogoče nekoč uporabljati tudi v avtih. In to je pa ful zanimivo, ko prideš, pa probaš in ta je tak, po citrusih von, ki paše sred noči, potem je nasleden, ki paše zjutraj, je bolj tak gozden von, tudi ful lepo diši, potem je še se gleda cel kup, ta zadnji je bil meni sploh všeč, ker ima pa tak von pomirjujoč pol za konc večera. V glavnem, s tem oni delajo in stvar je res zanimiva. So, Phyto Gaia is actually a fragrance technology which was inspired by the Shlin-Yoku, which means the forest bathing with a kind of a therapeutic practice in Japan. So people go to be close to nature, to kind of breathe in the nature. So Phyto Gaia name comes from the phytoncides, which are actually the molecules that are emitted by the trees as sort of a mechanism defense for them against like natural aggressors. So in the car, actually it's going to be through the fragrance because the Phyto Gaia, they are part of the Accord. They are include this technology as part of the Accord, the bamboo Accord that we created specifically for Lexus. So when you have this Accord inside of the fragrance, when you breathe, you get this sense of like a wellness from the Phyto Gaia. How long does it take to develop one fragrance? It really depends on the perfumer, on the client, on the intention. So if you're gonna have a massive test of these fragrances, or if you go just with like a parti pris, you know, you go and you take like a, no, it's my creative like intention and I just want to have it launched. So it really depends. Kar je sploh zanimivo, kar sem danes vedel, seveda je, da je voh eno prvih čutil, ki jih mi razvijemo kot ljudje, predvsem pa to, da lahko zaznamo 1 trilijon različnih vonjav. To je enka pa 12 nul. Hudo. Pa še to, da je 75% dnevnih čustev povezanih z vonjem. Tako da kar pomislite, kdaj vas je danes kdo razjezil, ko je okolico naredil manj privlačno. Drugače pa totalno huda lokacija, tukaj so snemali serijo La Casa de Papel. Zelo priporočam, če še niste gledali. Zdaj pa moj avto, trdeč. Naslednja lokacija je pa delavnica za zvok. Med lokacijami se ves čas premikamo z LBX-om, mi smo ga v oddaji že večkrat testirali, tako da je vse na volan.si. Imam pa recimo še en zanimiv podatek in sicer, da se vedno vsaj pol časa vozim samo na elektriko. Jep, tukaj mi tole lepo napiše, da je sicer podatek več kot 90%, ker je vožnja tako počasna in stalno je neko ustavljanje, ampak tudi s takšnim hibridom, ki se sam polni, je veliko vožnje lahko v čisti tišini.
A veste, da je avto prostor, kjer največ poslušamo glasbo? Ja? Leta 2001 je znamka Mark Levinson iskala najtišji avto na svetu, pa ga je našla v Lexusu. LS430 je bil to, taka velika fancy limuzina. No, to sodelovanje zdaj traja že več kot 20 let in najbolj zanimivo je, da so oni skupaj z Lexusom naredili tako sodelovanje, da se razvija sistem že skupaj z avtom, ne pa da najprej naredijo avto, potem pa vgradijo noter nek sistem, ki naj bi bil pač dober. No, mi smo danes poslušali, kaj to pomeni tudi v praksi. Zato je težko predvajati tukaj prek kamere, ne treba kar poslušati. To je bila zadnja izkušnja in pri Mark Levinson so rekli, da če hočeš imeti njihov full hud sistem v avtu, kupite Lexus, pa ga boste dobili zraven. Jo, Halo, Ica, prav se, prihajam z U-Tour. s kom? S kom? Z U-Tour. YouTube, sem prav čul. Ja, U-Tour. Sej YouTube, ka? Zakaj mi kdaj vriješ? Daj ne kompliciri, sem ti rekel, prav se, jaz sem že skoraj pri tebi. Ok, ja, vaflar. Jo, kaj so noter? Ja, zato imaš tako velik avto? Pa kdo sploh? Kaj s tabo danes? Ja, YouTube. U-Tour, jo, Ica, U-Tour. Ta avto, Forting, to ti govorim, U-Tour. Pojdi not pogledat, koliko je hud. Ja, to sem vas čisto narobe razumel. Ja, no, daj bež noter. Tak sem se namakal, sem zahat. O, če tole pa kar fancy, ej. Ja, sem ti rekel, noter ga moraš videti. Zunaj sploh ne zgleda, da je noter pol toliko hud. Ne. Sploh, če upoštevam še ceno. A pa še kaj, da je dobra. Ja, itak. In tukaj imamo v bistvu 7 sedežev, tako 2 plus 2 plus 3, zadnje 3 imam zdaj zložene nazaj, tako da je kubik prostora tam. V glavnem, pejti zdaj ven, ne vem, poslušati YouTube ali kva, jaz grem delati pa test. Ja, with or without you, ne? Without you, daj še te papirje vzem. Kaj je to? Spet imam ob sebi avtomobil kitajskega proizvajalca Dongfeng in tale je res cool. V poplavi križancev namreč danes skoraj da ne morete več kupiti velikega enoprostornika. Saj obstajajo avtomobili, ki imajo 7 sedežev, ampak sta zadnja dva običajno zasilna in praktično neuporabna. Lahko si omislite kombi, tam je prostora sicer dovolj, ampak vsi ne bi imeli kombija, ampak raje enoprostornik. Evo ga tukaj. Pri obliki ne bom dolg, meni je zunaj za pogledati simpatičen, edino ta sprednja maska je za moj okus mogoče preveč zajetna. Je pa to avtomobil, ki svoje dimenzije zelo dobro skriva, dolg je namreč 4,85 m in če bi bil tole križanec, bi bil verjetno visok že 3 metre, da bi bil potem proporcionalen. Mal pretiravam, je pa ta precej slog in simpatičen zunaj, kljub temu pa zunanjost sploh ne kaže na to, kako zanimivo je šele znotraj. Evo, zdaj vam moram pokazati, kako se sedi tamle zadaj, če že toliko hvalim. Najprej sem mislil, da je malenko štorasto, da ta sedež v bistvu nima tiste ročice za potek naslonjala in da moram vedno početi tole, da lahko zlezem nazaj, no pa sem potem hitro ugotovil, da bi se sploh ni treba, da je še veliko bolj elegantno, če grem kar tukaj. Takole, evo. Zdaj, če ste visoki 1,90 m ali pa pred vami sedi nekdo, ki je res visok, potem bo s prostorom kriza. Jaz pa sedim presenetljivo udobno. Evo, dovolj prostora, tudi ta klop je malenkost višji, tako da je vse skupaj zračno in sploh ne deluje tako zadušljivo kot običajno. S 3 potniki bo sicer kriza, 2 bosta pa sedela super udobno in v bistvu mi je všeč tudi ta postavitev. 2 plus 2 plus 3, ker potem lahko še nogice stegnem tukajle. Evo, pa žepke imam. Prav fajn. No. Seveda vas pa zdaj zanima, koliko se mogu dati naprej ta sedež, da lahko sedim udobno zadaj.
Nič kaj, sicer če nimam nobenega potnika zadaj, bi ga lahko dal še kakšen centimeter nazaj, da je udobja še nekoliko več. Sta pa ta dva sedeža izjemno udobna. Sama po sebi, vzglavnika sta fajn, potem pa sta prezračevana, ogrevana in seveda električno pomična. Vsak sedež lahko prestavim bližje sredini, evo takole, če hočem sopotniku kaj prišepiti. Če ga ne maram, lahko dam sedež nazaj ven, potem imam tudi svoj naslon za roko, pa mizico, kakšno pijačko lahko zahtevam, malo se zaprem, žepak imam, res kul. Na hitro še spredaj. Tole je plastična imitacija in ne pravi les, ker je malo škoda, je pa imitacija dobra. Vse naokrog so v bistvu mehki materiali, velik zaslon tukaj na sredini, lepe barve, ker ne morem verjeti, da je znotraj toliko hud. Evo, še marmor imam tukaj na sredini. Mislim, plastičen marmor. Pa en kup predalčkov. Torej, zunaj je oblikovno poseben, znotraj navduši, pa čeprav s kakšno manjšo napakico, kot recimo so ti hecni prevodi in to, da nimam digitalnega DAB. Ampak pod črto je v bistvu zelo zanimiv, vas pa zanima, kako se pelje in tukaj imam dva pogleda. Če boste dinamični, potem vas bo podvozje s svojim nagibanjem pustilo hladne, robotiziran 7-stopenjski menjalnik se vam bo zdel prepočasen in motor bo zahteval več goriva, kot pa bi želeli. In v tem primeru vam ne bo všeč niti takšen položen položaj volanskega obroča. Ampak, se je vsem jasno, da takšen U-Tour, zdaj je Iztok že mene okužil, ni namenjen dinamiki. In ko bo umirjeno prevažal taksi, potnike ali pa družinske člane, teh hip ne boste opazili. Če kaj, vam bo všeč takšen položaj volana, zato ker je vožnja potem še lahkotnejša, všeč vam bo sama preglednost in tudi sodelovanje motorja in menjalnika bo dovolj dobro, čeprav je ravno to področje, kjer bi hotel videti največ izboljšav. Predvsem pa se zelo dolgo ne boste naveličali vsega tega udobja tamle zadaj. No, vaši sopotniki se ga ne bodo, za vas je itak volan. A imamo pri nas sploh kak tak avto še ponudbi? Ne vem če. V bistvu mu je najbližji Volkswagen Multivan, ampak ostali so pa itak že preveč kombiji. Ja, čeprav naslednja dva bi kamot igrala vlogo fajn prevoznika oseb, ne? To se strinjam, sam sta pa čist druge sorte avta že to. Kombija. Kombija. No, po najinih ljubljenčkih pa končno še naš novi ljubljenec ali ljubica, se ne vem, v bistvu se konča na A, tako da je bolj ženskega spola, ne? Ne povedati, se bojo sami videli. Ja. Totalno hudo. Res uživam na kolesu, še posebej, če mi pomaga elektrika. Pa to v bistvu ni izgovor za moje leta ali pa za mojo lenobo. Elektrificirana kolesa so v bistvu res zakon. Čeprav, zdaj, ko vam to razlagam, sem pomislil, da so to pravzaprav priključni hibridi, ker samo na elektriko ne gre. Lahko gre na moje noge oziroma na žgance ali pa potem z mojo pomočjo še na elektriko. Ampak, če za ta prispevek uporabim kar izraz električna kolesa, ker smo se nanj itak že razvadili, no, električna kolesa so pred leti doživela pravi razcvet in njihova ponudba na trgu je skoraj neverjetna. Avti tukaj po priljubljenosti precej zaostajajo, kombiji pa še veliko bolj. Je pa ena znamka, ki vse ni stopa in to je Ford. Ta se mi zdi še posebej zanimiv, ker ima tak nosilc za kar 4 kolesa, ki skupaj seveda ne tehtajo več kot 60 kg. In jasno, sem ga mogel takoj preizkusiti, ker me je zanimalo, če je dober. In je, res je dober. Ampak kolo vse ne gre nanj, ker je tole še prototip in moram res paziti, tako da gre na skrivno lokacijo. Mislim, da ni bolj aktivne znamke, sploh pa ne z boljšo ponudbo med lahkimi gospodarskimi vozili. Prav v vsakem velikostnem razredu imajo svojega predstavnika in jaz imam najmanjšega, tole je Kurier. Anže ima 3/4 dolgega, imenuje se Custom, če se malo pohecam. Drugače ima pa Ford še 2 predstavnika, Connect je drugi, Transit pa 4, če gremo od najmanjšega do največjega. Lega, zamujaš! Ej, če sem mogel kolo še varno pospraviti, pa čevlje zamenjati. Če kdo, bi ti lahko vedel, ne? Stari, če bi se ti na letalo modilo, bi se zamudil, ne? Ne, bi kaj na Brnku čisto vedno zamujajo, tako da mi je dosti časa. Imaš prav. No, turnejo pri Fordu označuje potniška izvedenka, oziroma v tem primeru kar družinske, bi lahko rekel, ker oba vidimo v teh vlogah. Pač tale za manjše in tale za večje družine, a ne?
Dobar, ni Custom zanimiv samo zaradi svoje velikosti, ampak je zares krasno družinsko vozilo. V bistvu ima veliko prostora, ima dovolj udobne sedeže, ki jih lahko zlagate, premikate ali pa odstranite. V bistvu je to krasno vozilo za nekoga, ki rabi nekaj za prevoz potnikov. No, čist nova dimenzija se pri takih kombijih pa odpre takrat, kadar so na elektriko. Ford se je zelo aktivno lotil tudi elektrifikacije, zato že vse njihove kombije lahko poganja tudi elektrika. Celo Ranger k nam pripelje kmalu kot priključni hibrid. Ta dva sta pa čist električna, z realnim dosegom, ki je primeren za krajše vožnje. Tudi sam sem potreboval kar nekaj časa, da sem se navadil na to, da z električnim avtom ne moreš isto kot z dizelskim recimo naenkrat prepeljati 1000 km. Sploh kombije sem vedno dojemal za dolgo progaše, ta pa ima teoretični doseg samo 325 km, na naši vožnji po avtocesti še kakšnih 100 manj. Ampak ko sem se pa z njim začel voziti po dnevnih opravkih, pa recimo z njim skočil s kolesom na bližnji hrib in podobno, sem pa videl, da je takšen doseg za večino voznikov povsem dovolj. Ampak Ford itak ponuja še Custom PHEV, torej priključni hibrid, če vas skrbi premajhen doseg. Tukaj ima baterija 64 kWh in ja, lahko bi bila večja, ampak potem bi bil Custom še ful dražji. V slabih 8 urah je polna na 11 kW polnilnici, pri hitri gre pa z največ 125 kW in lahko vleče kar 2000 kg težko prikolico. Zaradi nizkega težišča se odlično pelje tudi v ovinkih, tudi občutek na volanu je v bistvu krasen, kot da bi peljal en velik enoprostornik, samo da je ta še večji. Prav fajn se počutim. Prostora ogromno, zelo prilagodljiv je, pa še vtičnico z močjo 2,5 kW za orodje si lahko umislite v njem, če jo potrebujete za svoje delo. Mali e-Tourneo Courier ima seveda še manjšo baterijo, 43 kWh je uporabna kapaciteta. Res je, lahko bi bila tudi večja, bi bil pa potem avto težji in dražji. Očitno so pri Fordu ugotovili, da je to zaenkrat tista prava velikost, ki obljublja teoretični doseg do 288 km, mi smo jih v praksi naredili dobrih 200. Polni se z 11 kW, tako da je polno dobrih 5 urah, z enosmernim tokom se pa polni s 100 kW, če se bo res kdaj modilo. Ampak tukaj najbolj hvalim vožnjo. Že sam motor poskrbi za to, da je električni Courier vedno prvi na semaforih, tudi če je pospešek do 100 dobrih 10 sekund. Res, vedno vse prehitim. 100 kW ima, 136 konjev je to, predvsem pa 290 Nm navora za fino pospeševanje z mesta. Lahko vleče tudi 750 kg težko prikolico in za mestno vožnjo je super še to, da ima način vožnje z enim pedalom. 3 stvari še moram izpostaviti. Drsna vrata, to je res kul, da otroci ne tolčejo po sosednjih avtih, ko jih odpirajo. Prtljažnik ima ful nizek nakladalni rob, tako da tudi mali pesi lahko brez težav skočijo v svoj boks. In električni ima prtljažnik še spredaj. 44 litrov, glih za kable in to šaro. Kdor se odloči za električni kombi, že vnaprej točno ve, zakaj ga bo uporabljal. Sem se ravno zadnjič pogovarjal z enim od prodajalcev, koliko in kaj uporabniki težijo zaradi dosega in je rekel, da absolutno nič, ker v bistvu vsak že vnaprej naštudira, kje ga bo polnil, koliko bo kilometrov naredil, koliko ga stane polnjenje in so v bistvu na koncu si zadovoljni. Ja, dobro, res, ko se vsak dan vozim v konice, že nisem najbolj vesel, ker skozi študiram, kje in kako bom polnil tako vozilo, ampak saj smo povedali, da jaz nisem glih najbolj primeren. Ja, no vse. Ford orel edino na tem področju in to v bistvu zelo dober. Njihovi kombiji so v bistvu zelo uporabni, pa zelo prijetni. Naš dežurni mizar Polde je recimo Tranzita uporabil kot potujočo delavnico, ker ima zadaj priklope za orodje, da ne omenim, koliko fini so za voziti. To pa res. Tale Courier se recimo pelje še bistveno boljš kot navaden, pa že tisti ni slab. Vse za Custom velja enako. Oba pospešujeta tako prijetno pa v tišini, da so potniki čist navdušeni. Jaz sem zadnjič peljal malega samo en krog, tako je zaspal. No, če pa to ni dober zaključek prispevka, pa če sem ravno začel s kolesi, mimogrede, prvo kolo smo izumili baje že leta 1817, je pa to super dokaz, koliko daleč smo prišli v tem času. Pa to je že več kot 200 let. Ja, a si ti pred 200 leti mislil, da boš imel mobilni telefon pa umetne ledice? Ne. No, vidiš. Nikoli ne bom pozabil, kako sem kot mulc v svojem kraju hodil občudovati Porsche 944 v črni barvi. Toliko sem bil navdušen, da sem ga po mojem svojim kolesom hodil občudovati vsako uro, čeprav ta avto danes ni več nič posebnega, za današnje standarde govorim. In potem je do njega prišla voznica. Videla je moje navdušenje in me je vprašala, če me zapelje en krog. Meni je postal toliko neroden, čisto rdeč sem imel faco, da sem sam odpeljal hitro stran, ampak sanje so pa ostale.
No, takrat so bili ultimativni avti, ki so se jim lahko dvignile luči. Kar spomnite se recimo še modela Porsche 924 ali pa Ferrari F40, Lamborghini Diablo. To so bili vse avti, ki smo jih risali kot modelčke. Evo, jaz imam še enega iz svojega otroštva, Lamborghini Countach, temu se tudi dvignajo lučke, pa celo vrata. In zato sem se jaz zdaj odločil, da grem v akcijo. Zdaj, ko sem star. Brum, brum, brum. No, za vse tiste nimam dovolj na računu, niti približen, vsem pa želim nekaj, kar mi bo pospešilo trip, po možnosti rdečega, pa z dvižnimi lučmi. Pa sem pobrskal malo po netu, pri nas tega itak ni tako da nemške strani in sem našel enega. Čist hudo izgleda, 8900 €, tako da to me še malo boli, ampak bomo videli. Pokličem Klemna. Ej, en avto sem najdel. Toyota Celica. Ja. Letnik 87, pas to. Veš? Ful, ja. Ej, rdeče pa lučke se mu dvignajo, to je meni ultimativno. Itak, vem. Veš ko, iz Nemčije je, pa 8900 je cena. To bomo še enkrat še malo zglihali, pa ti pošlji mi link, gremo akcijo. Pošljem ti zdaj, takoj, zmeden, ajde. Čau. Ja, nič, prav da bo zrihtal. Ok, hvala. Evo, ravno me klical Klemen iz avtodila, ker sem jih pooblastil, da mi uvozijo Celico, pa prav, da je prodajalec za, da je avto super in da spusti na 8300. Še zmeraj malo preveč. The best. Je bil vmes vikend in še nekaj toplih jesenskih dni, pa se je prodajalec Toni majčkeno namehčal in je spustil ceno na 8. Evo, to pa šlo. Sem rekel Klemno, nekaj začne z uvozom. A res? The best. Evo, me je ravno kar klical, da avto že nalagajo, pa mi je poslal še nekaj fotk. Toni je pa tudi posnel še en video, da bo jaz ziher. This is the original steering wheel, original springs. I have some original paint. Se je res potrudil. Sobota zjutraj je. Jaz sem pa čisto živčen, ker zdaj pride avto iz Nemčije, direkt. Evo, nisem ga ujel. Tamle že pride. Evo ga. Ko je nizek. Evo, zdaj ga bo razložil. Zdaj mora sam še vžgati. Ta bivši lastnik je bil res pedanten, tako da vse je pustil noter. Original volan, sicer mu hupa ne dela, ampak imamo mi ful hujžga. Evo, imamo. Radio s kartico, originalno zmeti, če bi kdaj rabili. Še celo barvo je tlele pustil noter. Pa set original gum. Evo, to je najbolj hud gumb. Lučke, ki se dvignejo. Evo, gor damo še tablico za preizkušnjo. Pa na servis, da pogledajo, če vse v redu, ampak zaenkrat izgleda kar kulno. Je to, šipe na elektriko. Ledvena opora. Stari, ni da ni. Veš, to nima start stop. Ja. Trdo pa je. Pa trd je. Volan je pa ful hud. Vse dela. Ja, se prez tehničnega narediš, če nimaš šupe. Prav lepo gre. V glavnem, prva vožnja, 230 km, nam rekel, da se pele kanal, pele se pa ful dober, menjalnik ful lepo dela, vse super. Tako da jaz mislim, da bo tole ful zabavna zadeva za naše goste. Ko mi čakam. Ampak že vidim sklopka, ki bo pa matrala. Jaz se zdaj prvič dejansko živo vidim. Matej je moral na eno službeno pot in je mene doletela čas, da jo peljem na servis. Ful je huda, še 100-krat bolj zgleda, kot pa na fotkah, ki mi jih je kazal Matej. Preden za volan naše Celice spustimo zvezdnike, je vseeno fajn, da naredimo en konkreten pregled in seveda servis. Prejšnji lastnik Toni je zanjo zelo lepo skrbel, ampak vseeno vedno lahko ostane kakšna malenkost, mi smo pa radi ziher. Sploh pri tako starem avtu, ko gre hitro, lahko kaj narobe.
A imate veliko toliko starih Toyot na servisih? Ne spet toliko. Jih je še neki, ampak toliko starih pa redkost. V kakšnem stanju pa je ta naš avto? Super. Ni rjav, motor je suh, v dobri kondiciji, tako da Vidim, da si bil zelo pedanten, da si v bistvu res vse elemente pogledal, celo tam si opazil, da en vijak manjka, to našla, ne? seveda nadomestiva novega. Super. A dele za motor se da pri toliko starih avtih še vedno najde? Vse dobi, sploh rečemo, bom rekel, kar se servisa tiče, se dobi vse, kar se tiče rednega vzdrževanja, zavor, filtrov, olj, tekočin, ostalih, vse dobi, vse pa tudi pač dela reprodukcija ostalih delov, ampak so malo težje dovoljivi. Zdaj pa samo še registracija, bi jo že naredili, pa čakamo še na certifikat za starodobno vozilo, no pa na homologacijo, jasno. Evo, 2 tedna nazaj sem naročil še ekstra tablice, da se bo ja vedeli, da to ni kar ena selika, ne? Pa zdaj sem ga končno lahko registriral. Drugače pa zavarovanje, pa asistenca za avto, ki je itak nikoli ne bomo rabili, pride okoli 140 €. V redu, ne? Kaj praviš? Ja, lej, Rally Legenda iz 80-ih, rdeče barve, pa še luči mu grejo na gor. Veš, da vsi kot mulci smo v tem sanjali, tako da kaj češ več. Sem dobro zbral. Ja, če ga ne bi ti vzel, bi ga verjetno mogel jaz. Super. Veš, kaj mi povej, kaj je bil največji izziv pri uvozu tega avta? Največji izziv pri takih avtih je to, da ga prodaja fizična oseba. Okay. Tukaj je pol malo bolj specifična pa tvegana situacija, pa še starodobnik je, tako da je možnost, več napaka. Ampak so bili kakšni zapleti ali šlo gladko? Ne, zapletov ni bilo, prodajalec je bil zelo v redu, veliko videov, pa veliko slik mi je poslal, kar je pomembno, dokumentacije, kaj je vse naredil na avtu, še servisna knjiga iz leta 87 do zgodnjih 2000, tako da To sem videl, da se je ful potrudil. Ja, zelo se je potrudil, dečko, tako da jaz sem zelo zadovoljen. The best. Da mi povej, ko smo mi enkrat se odločili za ta avto, je bil ful hiter kle. Ja, v bistvu v sredo je bil plačan, v četrtek je bil že na kamionu v Slovenijo, v soboto so se šla pa že pelat, se veš. Takrat sem kumi spal tisto noč. Ja, verjamem. Ampak kaj je pa pol toliko cajta trajalo? V bistvu pri starodobnikih je tako, da moraš prvo pridobiti certifikat starodobnika, kar zna malo trajati, potem greš lahko še na homologacijo, potem pa še FURS izda odločbo, da je vozilo oproščeno plačila DMV, zato mogoče malo dlje traja, pa pol nisi vedno sam od sebe odvisen. Ja, seveda, ja. Pa še jaz sem bil odsoten vmes pa tako, ampak smo zrihtali, tako da zdaj je kle. Jaz sem res vesel, da smo še eno legendo iz 80-ih spravili na cesto. Ja, the best je. Ja, ne, če lahko zdaj kar grem, ne? Ja, še zapisnik mi boš podpisal. Kaj še zapisnik? Ja, prevzemni, ne. A ja, to, okej. No, ta avto pa ni pri nas kar tako, da se bomo zdaj mi z njim okoli vozili pa se delali glavne frajerje na vasi, ampak ga bomo uporabili za eno prav posebno rubriko v naši oddaji, kjer bomo za volan selike posedili zvezdnice in zvezdnike in ti se bodo pol pomerali v eni prav posebni nalogi. Ko mi čakam. In katera bo zdaj ta prva znana Slovenka za volanom naše celice? Pa kdo pravi, da bo ženska? Ja, jaz. Lahko, da bo tudi kdo drug, ampak začnemo že naslednji teden, tako da boš videl. Sem mi lahko poveš, se nam noveno povedal. Tepne. Ok, torej v naslednji oddaji boste očitno poleg te skoraj državne skrivnosti videli še test Renaulta 5. Sem mislil, da bo šel že to oddajo, pa je bilo preveč vsebine in pač ni šlo skozi. Drugače pa večji del prihodnje oddaje namenjen našemu Mateju. Pravzaprav njegovi poti na Kitajsko, vozil cel kup zanimivih avtov, videl tovarno, rekel Jankce že mende petič, jedel kurje tace in še kaj zanimivega. Ja, so bile še druge živali. No, poleg na volan.si in na YouTube nas najdete tudi na socialnih mrežah Facebook in Instagram ter na TikToku. Se vidimo!